Simon. Was ist denn Bock? Dann werden wir sie, ja? Torej lepo pozdravljeni na novinarski konferenci, kjer bomo spregovorili o nevarnosti, ki prinaša trenuten predlog zakona o psihoterapevtski dejavnosti. Prva bo spregovorila asistentka Urša Mrevlje-Lodzer, specialistka otroške in mladostniške psihiatrije. Absolutno potrebujemo zakon, ki bo urejal področje nudenja psihološke pomoči, vendar nikakor v predlagani obliki. Pred sprejetjem je potrebno vnesti jasno ločnico med psihološkim pomočjo in ustreznim psihoterapevtskim zdravljenjem. Tak nov zakon s to ločnico bi zares urejal področje nudenja psihološke pomoči, tako kot imamo to urejeno v zdravstvu, torej regulacija poklica, ustrezne licence in seveda nadzori, pa tudi financiranje. Seveda si želimo in podpiramo, da bi takšna psihološka pomoč bila dostopna in brezplačna za ljudi v stiski. Po trenutnem predlogu pa bo dostopnost vsaj enaka, če ne manjša za ljudi. Zakaj? Predstavnik ZZZS je na seji odbora za zdravstvo povedal, da kot je predvideno v zakonu zaposlitev 20 do 40 novih na novo opredeljenih strokovnjakov znotraj zdravstva, v zdravstveni blagajni ni denarja. Ocenili so strošek na 2,7 milijona evrov. Kaj to pomeni za ljudi? Da bodo nekateri deležni strokovne psihološke pomoči, zaradi tega pa bomo mi lahko nudili manj ustreznega psihoterapevtskega zdravljenja. Nekje je potrebno vzeti, da lahko drugam damo. Kakšni so naši predlogi za večjo dostopnost? Zaposlitev še enega pedopsihiatra v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Iz ustreznih najvišjih strokovnih teles smo takšno vlogo že večkrat naslovili na Ministrstvo za zdravje, vendar odgovora nismo dobili. V prihodnjih 2 letih bomo namreč, bo država izobrazila 40 novih specialistov, za katere se bojimo, da bi jih tako kot že v preteklosti izgubili nekam v tujino, če ne bo za njih zaposlitve tukaj. Po resoluciji o nacionalnem duševnem zdravju letih 2018 in 2028 je predvideno tudi 25 do 30 novih specializacij klinične psihologije na leto. To bi seveda dolgoročno povečalo dostopnost, žal tudi ta zaveza ni izpolnjena. In še en predlog z zakonom, ki bi znotraj področja sociale urejal in reguliral poklic in nudenje psihološke pomoči ljudem v stiski, bi tako bila ta pomoč dostopna direktno. Ko vstopijo te strokovnjaki v zdravstvo, pa moramo seveda v zdravstvu upoštevati strokovna načela in preden nudimo ustrezno pomoč, opraviti diagnostični postopek. To pomeni, da bo vsakdo, ki bo iskal na ta način pomoč, moral biti pregledan pri psihiatru oziroma otroškem in mladostniškem psihiatru in pri kliničnem ali kliničnem psihologu. Na ta način bo žal verjetno to ozko grlo, zaradi česar znajo biti čakalne dobe še daljše in še manj možnosti, da nudimo mi ustrezno zdravljenje, seveda tudi v obliki psihoterapije, ki jo izvajamo že 60 let v Sloveniji. Samo še to. Takšna jasna ločitev med psihološko pomočjo ali svetovanjem ljudem v stiski in zdravljenjem, psihoterapevtskim zdravljenjem v zdravstvu je pravzaprav povsem v skladu z načeli, ki so jih tudi v ustanovnem dokumentu letu 2003, ko so prijavljali program magistrskega in doktorskega študija na Teološki fakulteti,
program zakonska in družinska terapija zapisali ustanovitelji sami. Torej, da bodo izobrazili kader za psihološko pomoč ljudem v stiski in ne za zdravljenje. Zato nas toliko bolj preseneča dokument iz leta 2023, torej v času pripravljanja tega zakona, in po naših podatkih tudi naj bi bil v teh zadnjih amandmajih, med njimi tudi amandma, ki jasno opredeli to dejavnost kot zdravljenje. Hkrati pa so prijavili program, ki se imenuje specializacija iz družinske in terapevtske prakse in naj bi pripravljal študente z tem akademskim izobraževanjem na prakso. Rada bi samo rekla, da specializacija tega programa in specializacija v zdravstvu imata skupno samo ime. V zdravstvu pomeni specializacija, da imamo zaključen visokošolski študij, da imamo upravljeno pripravništvo, strokovni izpit v zdravstvu in potem 4 ali 5 let kliničnega usposabljanja pod mentorstvom kliničnih strokovnjakov, kar pomeni 8000 ur kliničnega dela ob strokovnem izpopolnjevanju oziroma teoretičnem izobraževanju. Bojimo se, če bo sprejet zakon v tej obliki, bo to pomenilo ogromno tveganje ali celo nevarno za najranljivejše skupine, torej otroke in mladostnike, za ljudi z duševnimi motnjami. Besedo zdaj predajam učiteljici Sanji Čodak-Bogi, predsednici Zloreze Polži v Sloveniji. Dober dan, lepo pozdravljeni in hvala za besedo. Slovenija se tako kot druge države razvitega sveta sooča z porastom duševnih motenj. Ta porast je povezan z spremenjenimi razmerami v družbi, v kateri živimo, je pa hkrati tudi posledica boljšega prepoznavanja psihičnih motenj in pa tudi zmanjševanja stigmatiziranosti psihičnih motenj. Slovenija kot država je za področje psihičnega zdravja zelo slabo skrbela. To področje je bilo približno 40 let popolnoma zanemarjeno. Z nacionalnim programom duševnega zdravja je leta 2018 Slovenija dala zavezo, da bo izboljšala skrb za področje psihičnega zdravja prebivalcev. In v tej zavezi je bilo zapisano, da se bo v Sloveniji zgodilo med drugim dvoje, da se bo reguliralo področje psihoterapije in psihosocialnega svetovanja, ter da se bodo kadrovsko popolnili timi na področju zdravljenja v centrih za duševno zdravje otrok, mladostnikov in odraslih, predvsem na primarnem nivoju zdravstva. Slovenija resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja ne izvaja v skladu za svojo zavezo. Namreč, po resoluciji bi morali v Sloveniji pridobiti 30 specialistov klinične psihologije letno. Število specialistov klinične psihologije se sicer močno povečuje, stanje se glede na preteklost, ko je bila ta situacija popolnoma zanemarjena, torej izboljšuje, vendar pa ne na način, kot je predvidevala resolucija. Kadra imamo približno za 1/3 več, vendar pa se resolucija še vedno izvaja za približno tretjinsko realizacijo, kar se tiče razpisovanja specializacij iz klinične psihologije in usposabljanja tudi drugih kadrov v zdravstvu. Kaj to pomeni? Konkretno to pomeni, da centri za duševno zdravje na primarnem nivoju zdravstva, to so centri za pomoč otrokom, mladostnikom in pa odraslim, ne morejo delovati v polni kadrovski zasedbi. In da se je potem na področju tržnih ponudnikov tako imenovane psihoterapije seveda vzbudil močan interes za vstop v zdravstveni sistem.
Zdravstveni delavci, specialisti klinične psihologije, specialisti psihiatrije in specialisti otroške in mladostniške psihiatrije enotno ocenjujemo, da je tovrstni vstop v zdravstvo strokovno neustrezen, etično sporen in za ljudi z psihičnimi motnjami kot tak tudi nevaren in škodljiv. Ob tem bi želela povedati, da menimo, da je resolucija uvedla zelo pomembne ukrepe, katerih učinki se tudi že kažejo, namreč čakalne dobe za obravnavo pri kliničnem psihologu, pri otroškem in mladostniškem psihiatru in pri psihiatru se v lokalnih centrih za duševno zdravje zmanjšujejo, dosegajo nivo dopustnih čakalnih dob, kar pomeni 2 meseca v tistih centrih za duševno zdravje v Sloveniji, kjer so uspeli vzpostaviti polno kadrovsko strukturo. Namesto, da bi torej država poskrbela za sistemsko financiranje specializacij zdravstvenih delavcev in da bi popolnila preostale manjkajoče kadre v centrih za duševno zdravje, sedaj država uvaja nov predlagan zakon o psihoterapiji, ki bo v zdravstveni sistem omogočil vstop strokovnjakov, ki sicer so usposobljeni za izvajanje svetovalnih oblik pomoči, vendar izven zdravstvenega sistema. Zdravljenje psihičnih motenj z psihoterapijo, ki je psihološka metoda zdravljenja, je namreč drugačna metoda pomoči in ljudje z psihičnimi motnjami, torej njim ne moremo pomagati z svetovanjem, ki pa je oblika pomoči, s katero lahko pomagamo ljudem izven zdravstva v različnih čustvenih stiskah, v določenih življenjskih preizkušnjah, v katerih se ljudje znajdejo. Torej, namesto uvajanja novih nazivov v zdravstvu, pričakujemo od odločevalcev, da zagotovijo sistemske rešitve, torej stabilno financiranje specializacij zdravstvenih delavcev, zaposlitev strokovnjakov, ki so zdravstveni strokovnjaki, se pravi, imajo osnovno izobrazbo psihološke smeri, medicinske smeri ali pa so drugi zdravstveni delavci, in pa torej že omenjeno zaposlovanje strokovnjakov v centrih za duševno zdravje. Kliničnih psihologov, psihiatrov in pedopsihiatrov ni mogoče nadomestiti z novimi poklici, brez ustrezne izobrazbe. In v stroki menimo, da je tovrstna rešitev škodljiva in za ljudi pravzaprav nevarna. Vkolikor bo v Sloveniji ta zakon sprejet, bo Slovenija postala unikum v svetu po rešitvi, ki jo je predlagala na področju psihičnega zdravja ljudi. Zakon bi moral urejati tisto, kar je dejansko problem, in sicer je to nereguliranost izvajanja svetovanja na trgu in izven zdravstva. Ne more in ne sme pa ta regulacija voditi do nižanja standardov zdravstvene obravnave in še težjega razlikovanja med ponudniki različnih storitev z različnimi kompetencami. Zdravstveni strokovnjaki močno podpiramo izvajanje svetovanja kot preventive, kot dejavnosti izven zdravstva, ki torej ni zdravljenje, vendar pa pomembno pomaga posameznikom z vsakodnevnimi in prehodnimi življenjskimi stiskami. Ne moremo pa te oblike pomoči enačiti z področjem psihološkega zdravljenja. Na koncu bi želela povedati še to, da zakonu v takšni obliki nasprotuje celotna zdravstvena stroka, na kar strokovnjaki opozarjamo že zadnji 2,5 leti, vendar smo pri tem neslišani. Nasprotovanju zakonu v tej obliki so izrazili Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, več kot 40 posvetovalnih organov Ministrstva za zdravje, centri za duševno zdravje otrok, mladostnikov in odraslih v Sloveniji, vse psihiatrične bolnišnice
Vse terciarne ustanove na področju slovenskega zdravstva, UKC Maribor, UKC Ljubljana, Univerzitetna psihiatrična klinika, Rehabilitacijski inštitut Soča in Onkološki inštitut, nasprotovanje temu predlogu zakona so izrazili strokovnjaki z področja klinične psihologije, psihiatrije, otroške in mladostniške psihiatrije, nevrologije, primarne pediatrije, delovne terapije in tako naprej. Na koncu pa so nasprotovanje zakonu v tej obliki izrazile tudi vse 3 javne univerze v državi, kjer delujejo oddelki za psihologijo, torej Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in tudi Univerza na Primorskem. Več kot očitno je, da je zakon nastajal ob izrazitem konfliktu interesov in več kot jasno je, da je bila zdravstvena stroka pri pisanju tega zakona popolnoma izključena. Hvala. Zdaj dodajam, da tudi Andrej Žura, članica razširjenega strokovnega kolegija za klinično psihologijo. Hvala, lepo pozdravljeni. Bi začela kar na področju, o katerem je govorila že dr. Čoderl pred mano. Prihajam iz razširjenega strokovnega kolegija za klinično psihologijo in razširjeni strokovni kolegiji v Sloveniji predstavljajo vrhovni posvetovalni organ ministrstva. Nasprotovanje zakonu v tej obliki je izrazilo kar 44 razširjenih strokovnih kolegijev, kar je do sedaj prvič v zdravstvu, da je prišlo do tako širokega odpora do določenega predloga. To, kar je mnenje razširjenih strokovnih kolegijev, je, da trenutni predlog zakona ne prinaša učinkovitih rešitev za težave, ki jih imajo ljudje. In glavna področja, na katerih imajo razširjeni strokovni kolegiji pripombe, je področje kompetence, se pravi, kdo je kompetenten za obravnavo določenih težav. Menimo, da je treba potegniti jasno ločnico med obravnavo stisk, ki naj bo brezplačna v socialnem varstvu, med obravnavo duševnih težav v zdravstvu. Drugo področje, na katerem smo izrazili svoje nasprotovanje, je vprašanje tega, ali bojo ljudje dobili tisto, kar jim bo najbolj pomagalo. To je vprašanje, katera metoda je tista, ki jo bo človek dobil, ko bo prišel k strokovnjaku. In sicer mednarodne smernice določajo, katere so z dokazi podprte metode za določeno vrsto težav. Če je težava napačno diagnosticirana in napačno razumljena, lahko pride do resnih, v skrajnih primerih tudi usodnih posledic. Zato smo podali konkretne rešitve, prosili smo za ustanovitev posebnega odbora za strokovnjaki, ki bi določal, katere so tiste z dokazi podprte metode, ki bodo osebi najbolj pomagale glede na njihove težave. In te naši predlogi niso bili upoštevani. Trenutni predlog namreč pušča to najbolj pomembno področje povsem odprto, s tem, ko pravi, da naj bi to področje kasneje določila vlada oziroma ministrstvo. Razširjeni strokovni kolegiji v Sloveniji vsak dan neutrudno delajo za to, da bi bila strokovna doktrina na različnih področjih v zdravstvu čim bolj primerna za učinkovito obravnavo in so znova in znova preslišani. Z našega vidika to predstavlja resno tveganje. Pojavlja se vprašanje, ali je morda bolje, če nekdo predolgo čaka na kliničnega psihologa, psihiatra ali pedopsihiatra, ali je morda bolje, da gre k nekemu drugemu strokovnjaku, nekemu drugemu profilu. Opozarjamo, da je odgovor odločno ne. V zdravstvu je osnova vsake obravnave pravilna diagnostika. Se pravi, težava mora biti pravilno ocenjena in razumljena, da bo oseba dobila primerno obravnavo. Ponovno poudarjam, da se strinjamo s tem, da so ljudem dostopne tudi brezplačne obravnave izven zdravstva, vendar je osnovna naloga tega predloga, da potegne jasno ločnico med stiskami v običajnem življenju
in resnimi stanji, ki potrebujejo zdravljenje. Hvala. Najlepša hvala. Besedo zdaj dajem psihiatrije, psihiatrije Dober dan, lepo pozdravljeni, hvala za besedo. Jaz se bom pa dotaknila najbolj zoprnega dela, se pravi političnega konteksta ustvarjanja tega zakona. Od samega začetka je bilo precej jasno, da ni bilo namena upoštevati stroko. Že od začetka se je tako začel razvijati protisloven način komunikacije. To je, da se eno govori, drugo pa se dela. Politika govori, da upošteva stroko, ravna pa povsem drugače. Potem paradoksalno odloča po navdihu ali simpatijah ali po koristih. In to je postalo en tak jasen vzorec delovanja te vlade, kar nas je globoko razočaralo. Ta način se je izrodil v popoln populizem, ko se govori dopadljive, preproste in neresnične stvari. Rešitve, ki se ponujajo, so neizvedljive. Pod takšno politiko nasprotujočih si sporočil je bila vsaka možna reakcija nas strokovnjakov iz zdravstva napačna in je vodila v nove negativne posledice. Nikoli se nismo mogli odzvati tako, da bi bilo dovolj dobro. Najboljše to opiše citat Borisa Dežuloviča v oddaji Marcel. Namesto, da bi se mi slovenizirali, ste se vi balkanizirali. Ta zakon je ves čas balkaniziran. Interesne skupine so ga od začetka pisale zase. Skrivali so predloge zakona pred zdravstveno stroko in ves čas zavajali. Najprej na Ministrstvu za zdravje, potem pa tudi v političnih strankah. Ustavljen je bil ta zakon le za kratko, ko se je izkazalo, da ima kolegica, ki je pisala zakon na Ministrstvu za zdravje, med okrog ust. Za predah. Sedaj prihaja zakon na svetlo. Pisan je za njo, za njenega pomočnika na Ministrstvu za zdravje, za določene politične stranke, ki želijo ohraniti stolčke in za nečisto etično čist študij na teološki fakulteti. Gre za razprodajo mentalnega zdravja. Čas bo pokazal, da je cesar gol in besede prazne in gledali bomo, kdo pleni. Hvala. Če bo novi zakon res povečal dostopnost, se bo omrešala rektorica Polona Matjan Štohec, specialistka Kinč. Dober dan. Morda bom povedala ponovno to, kar so moje kolegice pred mano že ponavljale. In sicer ta zakon obljublja večjo dostopnost in brezplačnost in skrajšanje čakalnih dob. In pozdravljam zanimanje in interes države za mentalno zdravje, vendar se moramo zavedati, da če se odprejo vrata za več ljudi, to pomeni za več pacientov v zdravstvo, potem seveda ti ljudje pričakujejo, da bodo ustrezno diagnosticirani in da pri vstopu v zdravstveni sistem ne bo nihče spregledan na ta način, ali ima hujšo diagnozo ali je nima. In vi veste, da če se več cest usmeri na isto cesto, da tam nastane zamašek in ozko grlo. In da se ne poveča pretočnost. Pretočnost bi se povečala, če bi ustrezno razdelili ljudi, ki imajo duševne, mentalne težave, stiske, življenjske stiske na en resor, mi predlagamo pač socialno varstvo, v zdravstvu bi pa ostali pacienti, tisti, ki so zares bolni. A veste, ker to, kar se bo zgodilo, je, da tisti, ki so manj bolni, to pomeni tisti, ki imajo življenjske težave, si bodo tudi znali boljš urediti dostop. Jaz sem lahko, tisti, ki so pa zares bolni, pa ne znajo poskrbeti za sebe. Jaz sem lahko povem primer, pa ne samo eden, od takrat, ko sem delala v zdravstvenem domu,
pa sem bila na kakšnem sestanku in me je iskal kakšen relativno zdrav človek, je znal potrkati na vsa sosednja vrata in sestre so me našle povsod. Če je pa pred vrati sedela globoko depresivna gospa, spomnim se ene gospe, ko sem bila dolgo na sestanku, 2 uri je sedela, nihče je ni pogledal, ker je bila tiho, ker ni delala težav in ker je v svoji depresiji tam sedela. Tako da tisto, kar mi pričakujemo, je pravzaprav poslabšanje stanja, ne izboljšanje in na to opozarjamo. Pozdravljamo pa zanimanje države za mentalno zdravje. Najlepša hvala. Besedo zdaj sedajam profesor dr. Karmeli Žor, dekanji Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Prav lepo pozdravljeni. Torej, psihoterapija ne sodi v šolske prostore, ker presega izobraževalno poslanstvo, presega etični okvir in strokovne meje šolskih sistemov. Vprašajmo se, kaj je glavni namen šol. Torej, šole so izobraževalne institucije, ne zdravstvene ustanove. Njihova osrednja naloga je učenje, razvoj, izobraževanje, seveda razvoj na kognitivnem področju, na čustvenem, na socialnem, vendar v učnem okolju. Šole se sicer zavzemajo za dobrobit vseh učencev, vendar je njihova vloga podpirati učenje in delovanje v šolskem okolju, ne pa zagotavljati medicinsko ali klinično zdravljenje. Psihoterapija pa je klinični poseg, namenjen zdravljenju duševnih motenj ali globokih čustvenih stisk, torej spada v zdravstveni sistem in nekakor ne v šolski izobraževalni sistem. Poglejmo si poklicne kvalifikacije. Že danes šolski svetovalci, psihologi in socialni delavci nudijo svetovanje, ocenjevanje in preventivno podporo. Torej pomagajo učencem pri soočanju s šolskimi težavami, z učnimi težavami, z odnosi z vrstniki in lažjimi čustvenimi izzivi. Mešanje teh vlog namreč povzroča etično in strokovno zmedo. Šolsko osebje ni usposobljeno niti financirano za izvajanje psihoterapije in tudi če imajo osebno takšne kvalifikacije, lahko izvajanje terapije v šolskem kontekstu ogrozi zaupnost, soglasje in jasnost vlog. Torej postavljajo so etična vprašanja in vprašanja zaupnosti, ker psihoterapija zahteva zasebno, zaupno in prostovoljno terapevtsko razmerje, to pa v šoli ni mogoče. Kajti, če se izvaja psihoterapija v šolskem prostoru, to zabrisuje meje med vzgojiteljem, učiteljem in pa terapevtom. In to seveda lahko povzroči navzkrižje interesov in zmedo vlog. Še nekaj, vprašanje okolja. Kot vemo, šola je socialno že tako obremenjeno okolje, nosi pričakovanja, danes še toliko bolj, velika pričakovanja staršev, avtoritarne strukture in tudi dinamiko med vrstniki. Veliko danes lahko poslušamo o medvrstniškem nasilju. Psihoterapija pa zahteva torej nevtralen, čustveno varen in neocenjevalen prostor, ki pa ga šola ne more ponuditi in ga tudi ne sme. Naslednja stvar je, da čeprav psihoterapija torej po sebi ne sodi v šolske prostore, pa je seveda pomembno, da šolski prostor sodeluje tudi z zdravstvenim prostorom. In to je že obstoječi model, ki ga poznamo kot šolska podpora duševnemu zdravju. In obstaja, in vendar pa spoštuje meje med izobraževalnim in pa zdravstvenim sistemom. Ne posega v zdravstveni sistem. Torej, da zagotavlja, da se učenci v stiski zgodaj prepoznajo in se pravilno podprejo in pravilno usmerijo. Torej, šola ima pri tem dopolnilno vlogo podpirati, identificirati, napotiti učence, vendar kam v zdravstveni sistem, kjer so usposobljeni kadri. Nekakor pa ne sodi še enkrat psihoterapija v šolski prostor. In upam, da se to res ne bo zgodilo. Ne vem, kakšen je zadnji, torej osnutek tega zakona, vendar upam, da tudi če bo psihoterapija v zavodih za mentalno zdravje, ne bo to postalo del šolskega prostora. Hvala. Lepša hvala.
dogajanja, ko predstavljena povedal, da ni še Kabeta Bavčar oziroma stališče Društva za vedenjsko in Lep pozdrav vsem, hvala za besedo. Jaz prihajam danes na mesto dr. Špele Hvalec, predsednice Društva za vedenjsko in kognitivno terapijo, ki v slovenskem prostoru obstaja že skoraj 30 let in je bilo oblikovano strani kliničnih psihologov in zdravnikov z namenom, da pomaga v zdravstvu in v ostalih sistemih oblikovati izobraževanje, ki bo lahko v najboljši meri pomagalo ljudem s duševno stisko. Zdaj, mi smo, kot je bilo že večkrat povedano, zelo veseli in v Društvu za vedenjsko in kognitivno terapijo pozdravljamo to, da se je država končno odločila urediti tako zelo neurejeno področje, ampak poudarjamo, da je način tako zelo nesistematičnega, nekontinuiranega, netransparentnega oblikovanja tega zakona zelo sporen. Želeli bi si in v Društvu za vedenjsko in kognitivno terapijo poudarjamo in tudi sporočamo Državnemu zboru, ki je zagrizel v to kislo jabolko, da poskušajo urediti to področje na način, da bo koristno predvsem za bolnike in vse ranljive skupine. Ker je to urejanje trenutno zelo strokovno in moralno sporno za stroko, se seveda oglašamo ves čas, že približno 2 leti in pol. V Društvu za vedenjsko in kognitivno terapijo se trenutno usposablja približno 215 psihologov in zdravnikov v vseh 3 stopnjah izobraževanja. To pomeni, da se pravzaprav oblika ali modaliteta zdravljenja, ki je znanstveno dokazano kot zelo učinkovita, da se bo z leti zelo napolnila z novimi strokovnjaki. Še enkrat poudarjamo, da je zelo pomembno, da se uporablja v zdravstvu najbolj varne oblike zdravljenja in da se seveda glede na indikacije loči, katere oblike pomoči so ustrezne. Zato smo zelo zaskrbljeni za predlogom zakona, pa čeprav v resnici ne vemo, kakšen v tej obliki je, ampak s tistimi, ki smo jih videli, smo zelo zaskrbljeni, zato ker pravzaprav v tistih zakonih, v tem predlogu ni jasne ločnice med različnimi oblikami pomoči in različnimi indikacijami, kar je za paciente lahko škodljivo in sporno. Poudarila bi mogoče tudi to, da na kliniki, kjer sem zaposlena, smo že zaposlili novo specializantko, ki končuje specializacijo in jo izobražujemo oziroma ona se izobražuje iz vedenjske in kognitivne terapije, ker je to v somatski bolnici najbolj učinkovita oblika pomoči. Zaradi tega menimo, da v bistvu te interesne skupine, ki želijo pripeljati v zdravstvo strokovnjake, na naši kliniki ne bodo dobili dela, zato ker so to oblike zdravljenja, ki nikakor niso indicirane za pomoč v somatski bolnici. Še enkrat prosimo državo, ki se očitno trudi urediti to področje, da to naredi na zelo sistematičen, kontinuiran način, da naj povabi v urejanje in oblikovanje predloga vse deležnike in predvsem strokovnjake, ki trenutno psihoterapijo v zdravstvu izvajamo in se pri tem zelo trudimo in želimo, da se ne odkriva tople vode tam, kjer je že odkrita. Hvala lepa. Hvala. Zdaj pa je čas delaš vprašanje, če imate vprašanje, kot je retar, da pa povedne, v koga bi bilo vprašanje. Dobrze. Ja še dovolim potele, v bistvu v katerokoli se bo želela okoga. Kaj v bistvu zdaj v tej fazi očakujete, že se nekje s tem novo zakona? Najprej bi vam odgovorila tako, kot je. Nam ni znana končna oblika tega predloga zakona, nikoli nismo dobili uradne verzije. Ne bi bilo kar nekaj amandmajev, za katere samo posredno slišimo, kaj v njih je. Ampak
kot slišimo, ni velikih, predvsem pa nepomembnih sprememb, ki smo jih danes poudarjali. Kolikor vemo na tej točki, da bi zares lahko korenito spremenili, torej uvedli ustrezno ločnico, ki ne bi več sporočala, da vsi ljudje v stiski rabijo zdravljenje in da vsakdo, ki je zaključil diplomski študij, lahko zdravi, bi bilo potrebno ta zakon ustaviti, ga resnično napisati tako, da bo ustrezen, torej da bo zagovarjal ne interese posameznikov ali posameznih skupin, ampak vseh ljudi, ki potrebujejo ustrezno strokovno pomoč, da bo urejal poklic na področju psihološkega zdravljenja, psihološkega svetovanja in pomoči, da bo ta poklic reguliran in da bojo to pomoč lahko dobili brezplačno. Torej, mi menimo, kolikor poznamo postopke, da v njem žal ni rešitev, ki bi bile ustrezne, torej ga je potrebno ustaviti, popraviti in potem sprejeti. A po vašem mnenju vlada sploh še mandat oziroma neko verodostojnost, kakokoli nadaljevati s tem zakonom, glede na to, ali je bilo, če ima poročanje v Podrnovšek, a to jo to zavile? Jaz bom odgovorila to, kar lahko rečem iz naših izkušenj. Zelo aktivno, praktično 3 leta, 2 leti in pol, poskušamo z vsemi jasnimi argumenti razložiti, kaj so pasti in kakšne so ustrezne rešitve. Vendar žal nismo slišani. Celo se nam očita, marsikaj. Se pa bojim, glede na razkritja zelo jasnih interesov tistih, ki so pripravljali zakon in tistih, ki v tem času tudi množijo programe, da je vprašanje interesov in ali lahko speljejo tako, da bo zakon ustrezen in primeren za ljudi in da bo to neka rešitev. Se mi pa zdi, da seveda sprejeti pa zakon in vnaprej vedeti in reči, da je slab in da ga bomo potem popravljali, se mi zdi pa skrajno, bi rekla, kar neodgovorno, tako da upam, da je to nekaj, kar ne bodo naredili. Kaj? Ne zdaj korak. To sicer razmišljam, ampak moram priznati, da ves čas usmerjamo moči v to, da bi poskušali le nekako dopovedati odločevalcem, da bi sprejeli ustrezen zakon. Kako zaščititi ljudi, kako zaščititi stroko, bomo razmišljali potem, ko bomo sploh videli, ali bo sprejeti in v kakšni obliki. Če bo katera dodati tukaj? Jaz bi Klenki dodala, če lahko. Zdaj, nam je bilo v Državnem zboru, ker sodelujemo tudi z poslanci pri oblikovanju teh amandmajev, večkrat povedano takole. Nekako so poslanci koalicije dali vedeti, da bi želeli ta zakon oblikovati. In je očitno velika politična volja, da se ta zakon oblikuje in da bo po njihovo uredil področje. Pri čemer nam je bilo tudi povedano, da ne želijo zaustavljanja, ker bi se potem ponovno vrnilo oblikovanje, mora biti tudi na Ministrstvo za zdravje. To nam je bilo direktno povedano. Mi smo se zelo močno trudili sodelovati pri oblikovanju nekaterih amandmajev, lahko pa si predstavljate, da je v tej poziciji, ko so lahko tudi poslanci, ki so res zagrizli v kislo jabolko, ker tega področja ne poznajo zelo dobro, so pravzaprav dali jasno vedeti, da je tudi njim težko se prebijati čez te vsebine. Klinični psihologi nismo pravniki, mi zakona pravno, formalno ne znamo zapisati. Poudarjamo pa ves čas pomembne vsebine in seveda še enkrat poudarjamo, upamo, da nam bo pravzaprav dana priložnost, da v nekem sistematičnem, kontinuiranem okolju, kjer bo dovolj, kako naj rečem, deležnikov, ki lahko oblikujejo zakon, da se bo to dalo narediti.
narediti. Še enkrat pa prosimo Državni zbor, da dobro premisli, ali bo v hitenju in v želji po tem, da vlada res oblikuje nek dokončen zakon, ali bodo sprejeli zakon, ki bo v resnici dovolj dober. Mi si želimo predvsem dovolj dobrega, ta pa je škodljiv. Že kakšno vprašanje? No, če imaš kakšen poudarek še? Mogoče bi jaz še dodatno odgovorila na vaše vprašanje. Torej v mesecu juniju letošnjega leta, ko je bila v javnosti razkrita informacija o zasebnih interesih dr. Mojce Zvezdane Drnovšek, ki je vodila pisanje tega zakona, je bilo rečeno, da bo zakon ustavljen, dokler ne bodo razčiščeni vsi zasebni interesi piscev tega zakona. Zdaj jeseni, leta 2025, se odkrivajo novi akteri na tem področju. Govorim o visokošolskih zavodih, javnih in zasebnih, ki odpirajo svoje programe za usposabljanje študentov, in ti isti akteri so pisali vsebino tega zakona. Tako da menimo, da bi morala država najprej razčistiti vsa navzkrižja interesov, ki so se pojavljala pri pisanju tega zakona, in potem nadaljevati z delom brez konfliktov interesov v ozadju. Če ni se vsem lepo zatelujem, vam za obisk na kaste. Hvala. Hvala, potem. Ja, es war auch schon zu uns.